Kako se pa lovi te divje mačke? Z živolovkami in pa z določenimi zvonovi in cel kup opreme obstaja, s katerimi lovimo te mačke. A pol smo tukaj zdaj v zavetišču, ko pripeljete te mačke, ki ste jih ulovili? Vse mačke, ki jih ujamemo na terenu, potem pripeljemo v zavetišče, kjer jih pregledamo. Mačke pregleda veterinar, poskuša ugotoviti njihovo zdravstveno stanje, kolikor so zdrave, jih steriliziramo, kastriramo, tako preprečimo, da bi se kotili neželeni mladički, in pa tiste, ki so bolne, poškodovane, poskušamo pozdraviti. Kdo pa zapusti te mačke? Prostoživeče mačke praviloma nimajo več skrbnika oziroma lastnika. Lahko so bile zapuščene že dolgo časa nazaj oziroma nekatere so že skotile na ulici. Nam lahko pokažete, kako te mačke lovite? Lahko, seveda. Bomo tukaj v zavetišču imamo nekaj opreme, pa tudi nekaj mačkov, teh, ki so prostoživeči okrog zavetišča, je tukaj v bližini. Upam, da bodo sodelovali, pa bomo poskušali narediti eno tako suho vajo lovljenja mačk. Imam jaz tukaj eno konzervico, pa bomo poskušali eno muco priklicati, da vidim, če nam jo uspe ujeti. Prav? Bomo poskušali zdaj ujeti tole muco. In sicer tale muca, recimo, da se ne pusti prijeti. Dodamo takole hrano. In v ta čas, ko ona je, se mi pripravimo tole kletko. In takole previdno jo pokrijemo. In muca je ujeta. In pol previdno potem podstavimo. damo previdno lepo tale dno še noter. Takole lepo počas. In muca je ujeta. Potem, ko pa je muca pripravljena za vrnitev, pa je preprosto odpremo pokrov. In jo damo ven. In počakamo, da muca sama skoči ven. Takole. Evo, tukaj imamo enega mačka, ki ga bomo poskušali ujeti. Ste za to? Ja, na havbi. Zdaj tale muc se v bistvu ne pusti prijeti, tako da mi bomo tukaj nastavili hrano. Takole na kletko. Zdaj hrano se nastavi vedno tako, da damo na tej strani malo več hrane noter. Takole. Zdaj se pa omaknemo, pa bomo počakali, da se muci kar na to stran stopi. Počakamo, da se muce ujame. Potem vratca sama zaprejo. Se vratca sama zaprejo. Ta hrana je za ribe. Ja. Zdaj bo šla noter. Počasi. Kako dolgo pa lovite mačko? Ja, kakšne mačke je potrebno loviti tudi dalj časa. Kot ste videla, so zelo previdne. Tiste sploh, ki so recimo videle že, da se kakšna mačka ujela ali pa da so bile že same kdaj ujete, tiste mačke zle pa ne grejo noter in lahko tako lovljenje traja tudi več ur, včasih tudi nekaj dni, preden jo ujamemo. Evo, zdaj se je pa muca ujela. Joj, bogica. In jo imamo potem takole v živolovki. Zato, ko se vsaka muca boji, kot vidite, so v kletki zelo preplašene. Bogica. Divji mački niso navajeni ljudi, se jih bojijo. V takih primerih recimo jih pokrijemo, se jim potem ne približujemo. In recimo zdaj se maček počuti bolj varnega, zaradi tega, ker je pokrit in potem ima občutek, kot da se je skril pred nami. Po tistem, ko jo mi oskrbimo, jo seveda enako v tej kletki pripeljamo, lahko tudi v transportnem boksu, ampak raje v teh kletkah pripeljamo nazaj na lokacijo. Na lokaciji seveda potem tako odkrijemo in potem samo tale vratca odpremo in se omaknemo in muca lahko gre sama lepo ven.